Prihodnjo sredo bo v Mariboru potekal izziv World Challenge Day. V Mariboru, ki letos velja za Evropsko mesto športa 2018, bodo pri izzivu v organizaciji sodelovali Športna zveza Maribor, Olimpijski komite Slovenije, organizacija TAFISA in Mestna občina Maribor. Za v sredo 30. maja se v športnem parku Tabor tako pripravljajo večurne športne aktivnosti. Začela se bo z Evropskim nogometnim prvenstvom binarjev. To bo potekalo med 10. in 14. uro. Od 14. do 19. ure pa bodo potekale različne aktivnosti za družine, predvsem za otroke, v smislu privabljanja vseh udeležencev, da se gibajo vse 15 minut, da pa gibanje ne bo dolgočasno, smo pripravili različne poligone. Na Športni zvezi Maribor so pri organizaciji aktivnosti razporedili čez cel dan, časovno in raznoliko. Mini Brave Run poligon, za tiste malo bolj adrenalinske, poligone, spretnostne poligone za žogo, merjenje hitrosti nogometnega strela na gol. Igrali bomo petelinčka, tudi turnirsko. Pripravili smo kar nekaj praktičnih nagrad za naše udeležence, pripravili bomo nekaj zdrave prehrane, tako da ne bo dolg čas in res vabimo vse, da se udeležijo dogodka v čim večjem številu. Dogodek v sklopu Evropskega mesta športa sovpada z otvoritvijo 2 igrišč z umetno travno površino. Nekaj več kot 400.000 evrov vredni igrišči so začeli graditi januarja. To je prišlo do enega prikrivanja večletnih prizadevanj, tako da v letošnjem letu lahko rečemo, da ta titula tudi prinaša veliko investicij, ki jih izvaja mestna občina. Zdaj, kot rečeno, otvarjamo 30. umetno travo, veliko je majhno igrišče. Na umetni travni površini bo proti koncu načrtovanih športnih aktivnosti sledila tekma legend slovenskega nogometa. Tisti slavnostni dogodek ob 6. uri je pa otvoritev igrišča nogometnega velikega in majhnega za umetno travo, na katerem se bodo najprej pomerili legendarni nogometaši, predvsem veterani NK Maribora. Dogodek, ki spodbuja gibanje predstavnikov vseh starostnih generacij, bo potekal v tekmovalnem duhu. Po udeležbi se bo v Mariboru tekmovalo proti izraelskemu mestu Kfar Saba, ki ima tako kot Maribor približno 100.000 prebivalcev. Naša zgodba, torej naša ideja je, da nekako ne zmotiviramo ljudi samo zato, da se bojo za to prijavili in da bomo dosegli večje število kot naš nasprotnik, ampak se res želim, da bomo mesto razgibali, da bodo ljudje prišli in se gibali in tudi razmišljali o tem, da je to zdravo, da bi vsaka oseba morala dnevno nekaj narediti zase in se malo razgibati oziroma malo časa nameniti športu za boljše počutje. Teda jaz sem prepričan, da bomo čim več ljudi pripravili do tega, da bojo nas podprli v tej pobudi in pa na koncu seveda zmagali, glede na to, da Maribor vedno rad zmaguje. Mislim, da tudi tu naredili vse za to. Po revijalni tekmi legend slovenskega nogometa bo sledila objava rezultatov. Takrat bo jasno, v katerem mestu je bilo aktivnih več ljudi, v Mariboru ali Kfar Sabi.